kaj ste slišali? Če začnem pri tem pozitivnih novicah, sta to 2 oziroma 1,5. Prva je ta, da je zdaj na vsaj približno transparenten način ugotovljeno računovodsko stanje v slovenskem bančnem sistemu. Tiste pol dobre novice je napoved vlade, da bo šla do konca ali pa praktično do konca s privatizacijo bank. Upajmo, da se bo ta obljuba izpolnila, čeprav je to pomaknjeno v prihodnost. Vse je tudi veliko slabih novic. Glavna je ta, da se je vlada odločila zgolj za krpanje bančnega sistema, ne pa za prenovo. Nema nobenih ukrepov v smislu menjav uprav in nadzornih svetov najbolj problematičnih bank. Očitno je padla odločitev, da se naredi vse, da se ohrani neka kontinuiteta, tudi tista kontinuiteta, ki je pripeljala do takšnega stanja. Ljudje, ki so imeli ključno vlogo pri kreiranju te bančne luknje, iz ozadja očitno še vedno vodijo določene postopke. Ste lahko konkretni? Recimo ljudje, za katere že dolgo niste slišali, pa so na pomembnih mestih. Eden od teh ljudi je strateški analitik v Banki Slovenije Neven Borak oziroma znani Veno Carbone in še ostali, ki so v veliki meri sodelovali kot druga in tretja liga pri potapljanju slovenskih bank v začetku 20. let, se potem prebili v ospredje in danes ohranjajo močne pozicije, glede na to, da se je vlada odločila zgolj za krpanje bančnega sistema, ne pa za prenovo, ki bi bila že na tem mestu zelo potrebna. In za toliko problem uprave nadzorni sveti, ki so trenutno v najbolj problematičnih bankah. Bistveno bolj problematične so garniture na 2., 3., 4. stopnji, ki sprejemajo odločitve in ki so v bistvu podaljšek tega, kar je slovenske banke potopilo že v 90. letih. Kolikšna je krivda politike, tudi vseh vlad, recimo v teh 20 letih? Sej, zelo taka priljubljena fraza je zdaj, da smo kar vsi enako krivi za to bančno luknjo. To je tudi motiv za to, da se stvari peljejo na nekakšen kontinuitetni način, ker če smo vsi enako krivi, zakaj bi se kogarkoli preganjalo. Slišali smo tudi danes, da se je začelo usposabljanje organov pregona za to, da se bodo sploh znali spopasti z bančnim kriminalom, da pa je tega veliko, tudi to smo slišali, to, da je tega veliko, vemo. Jaz sem na to opozoril novembra leta 2007 na tisti izredni seji Državnega zbora, kjer je vlada napovedala boj proti politično-tajkunskim finančnim povezavam. Takrat so se recimo v državnem tožilstvu, v sodstvu temu nasmihali in dejali, da ne bodo sledili političnim pozivom po pregonu tega kriminala. Drugi tak moj poskus je bil lansko leto, ko sem poslal tožilstvu, korupcijski komisiji, policiji in ostalim organom poročilo Banke Slovenije, ki je skoraj natančno zadelo številke, ki smo tudi danes slišali. Sedaj to je bilo znano že poleti lanskega leta, ko smo končno po polletnih naporih od Banke Slovenije dobili prve resne podatke o stanju v bančnem sistemu, vendar se do danes ni nič zgodilo. Obstajajo informacije, da se v vrhu slovenskega tožilstva ukvarjajo predvsem s tem, kako tiste najhujše primere, če posamičnih teh primerih prihaja do prijav oziroma do ovadb, izločiti in obravnavati posebej, se pravi, tako da se tistim najbolj odgovornim ne bi nič zgodilo. V procesu so zgolj manjši posli, tudi ta ugotovitev, da je bilo ugotovljeno z okrog 300 milijonov oškodovanj, gledajte, to je mogoče 10% tega, kar se je dejansko zgodilo. Skratka, to, kar smo danes slišali, je slab obet za to, da se bo karkoli v zvezi z to bančno luknjo razčistilo. Res je, da ta bančna luknja ni nastala samo zaradi političnih kreditov, zaradi tajkunskih povezav in menedžerskih odkupov. Del tega je seveda tudi posledica gospodarske krize, vendar je ta prvi del zelo velik, 10-krat večji od tega, kar ugotavlja tožilstvo.
In če to ne bo razčiščeno in sankcionirano in to v relativno kratkem času, tako kot se je to zgodilo v Avstriji ali pa na Islandiji ali drugih državah, kjer so se spopadli s podobnimi problemi, potem Slovencem grozi, da bomo čez 10 let ponovno sanirali bančni sistem, tako kot je zdaj že drugič v 20 letih oziroma 15 letih se je prva sanacija se je zaključila tam nekje leta 1997, takrat ni nihče odgovarjal, tisti ljudje so zdaj ponovili ali pa pač tisti, ki so bili takrat drugi pa v tretji ligi. In glede na pristop, ki smo ga nekje danes slišali, nevarnost ponovitve sledi ponovno, tako da jaz predlagam, glede na to, da so tudi vaši žepi ogroženi, tokrat tudi vi prispevate k temu, da se bodo pleve ločile od zrnja in da bo končno resnica prišla. Kaj sankcionirati bi bilo treba pokajati? Konkretna imena, druga sredstva liga zaposlenih v bankah, tiste, ki so prejemali kredite in drugi, ki so sodelovali v teh zadevah? Pri denarju je tako, da obstajajo sledi. Za vsak kredit, ki je podeljen, se ve, kdo ga je odobril. Ve se, ali je neka kreditna komisija tak kredit priporočila. Ve se, ali je uprava to spoštovala ali ni spoštovala, ve se, kakšne so bile garancije. In tukaj ni tako velike znanosti, da se zrno loči od plev. Tako ni potrebno biti tako velik ekspert, kot se to zdaj prikazuje, da bi se te stvari sankcionirale. Ne gre pa, kot sem dejal že prej, zgolj za ugotavljanje odgovornosti za nazaj, gre za preventivno ravnanje, da se nam to, kar se nam zdaj dogaja drugič, v kratkem času ne zgodi še tretjič, kajti danes ste se zbudili v visoko zadolženi državi s temi milijardami, ki so zdaj pravzaprav dokončno znane, potrjene, tudi zunanje verificirane, se slovenski bruto javni dolg poveča na 75% letnega bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da Slovenija ne spada več v države, kjer imamo še kakršenkoli manevrski prostor v zvezi z zadolževanjem. Glede na to, da se nam v prihodnjih letih obeta recesija oziroma negativna gospodarska rast, da se je treba ponovno zadolževati, lahko sami izračunate, kakšne obresti bomo plačevali za to in kako bo to vplivalo na padec našega standarda in tudi na možnosti za oživljanje gospodarstva. Tako da te milijarde, ki jih danes sliši, o katerih se danes govori, bo treba v prihodnosti odplačevati, zato da jih bomo odplačevali, bo treba najemati nove kredite, za te kredite bo treba plačevati visoke obresti in to bo v bistvu v temelju ogrožalo neko dobro prihodnost slovenskega naroda. In z tega vidika je, še enkrat ponavljam, velika škoda, da se je vladajoča politika odločila, da ne sprejme poceni denarja, ki je na razpolago v družinskem mehanizmu za reševanje evra oziroma za sanacijo bančnih sistemov v državah članicah evra. Tukaj so obrestne mere neprimerljivo nižje od tega, za kar kot jih bomo plačevali in kot smo jih že plačali za to 1,5 milijarde na finančnih trgih. In v bistvu je to popolnoma napačna pot na križišču. To je izbor popolnoma napačnih poti na križišču, ker je bila na voljo tudi boljša alternativa in to v temelju ogroža nek potencial, neko vitalno substanco slovenskega naroda v prihodnjih letih. Kaj pa to bo Janša, da ne bomo mogli do prenosa terjatve komisije, moramo še počakati na njihovo odobritev. Kako pa na to gledate? Zdaj, po tem, kar smo slišali, je težava zgolj z eno od teh 3 državnih bank. Dve sta že nekaj časa v postopku zaprosila za to državno pomoč. Skratka, verjetno vam bodo v prihodnjih minutah ali pa urah pristojni iz vlade in Banke Slovenije razložili, kako bo pač potekla ta dokapitalizacija, kako je za tem soglasje Evropske komisije. Potem, kar smo mi slišali, bi se za 2 največji državni banki to začelo dogajati takoj, za 3. pa šele v prvem kvartalu naslednjega leta. Kar se številk tiče, je vlada obljubila, da bo rezultati stresnih testov na spletni strani čez nekaj ur, pa čez nekaj minut.
bile so tudi zahteve, da se državni zbor seznani s stanjem, mogoče je prišlo do tega že danes ali najkasneje jutri, kar je pravzaprav že pozno, ker bi poslanci morali biti med prvimi, ki so o rezultatih in predvsem o ukrepih za sanacijo teh rezultatov in posledic obveščeni. Tako da, kar se številk tiče, lahko samo ponovim, da nisem bistveno drugačen od tega, kar je bilo lani zapisano v poročilu banke.